Studio kviza Joker nestrpno čaka na prvega tekmovalca nove sezone. Jaz pa na vašo družbo. Se vidimo v Jokerju. Mario, lepo pozdravljeni. Veliko veselje in čast mi je, da ste danes moj gost. Na TV ekranih vas spremljamo že dobrih 30 let. Predvidevam, da treme pred kamero nimate. Hvala za povabilo najprej. Ja, s tremo sem bolj ali manj opravil že zdavnaj oziroma daleč nazaj. Ne bom rekel, da hodim pred kamere popolnoma sproščen in brezbrižen, to ne, ampak približno vem, kaj me čaka in poskušam iz te živčne vojne, ki me zalezuje, potegniti najboljše. To je recimo moja trema. In mi nekako kar uspe, se mi zdi. Ja. Absolutno veljate za profesionalnega, suverenega voditelja, hkrati pa temu dodate neko svojo začimbo prijaznosti, sočutnosti. Je to tisti obraz, ki ga skozi življenje peljete tudi osebno? Ja, nočem reči, da sem jaz osebno točno tak, kot je Mario pred kamero. To nikoli ne gre in nihče ni tak mojster, da bi mu to uspelo. Tisto eno uro je pač neka posebna izdaja mene, ampak nisem pa skregan sam sabo, se pravi, to sem nekako tudi jaz. Ne samo to, ampak tudi to. Večkrat sem v svoji karieri že slišal, včasih celo kot očitek, da sem preveč prijazen. Ni to vsem všeč. Pa ne vem, meni se zdi, da je enostavno to del mene in da jaz drugačen ne morem biti in se tudi ne bom silil, da bom pred kamero nekdo, kar nisem. Jaz sem načeloma kar prijazen človek in pred kamero se mi zdi, da če ti ljudje zaupajo, da pridejo k tebi, se ti prepustijo nekako. Nimam nobenega veselja biti do njih neprijazen ali pa zadirčen ali pa morda spraševati stvari, ki jih nočejo slišati. Tak sem, na srečo delam v razvedrilnem programu, tako da sem lahko prijazen, nisem novinar, ki bi imel pred seboj politike, do katerih je treba morda biti bolj neizprosen. Do ljudi, s katerimi se jaz družim pred kamero, sem lahko prijazen in to se mi po moje tudi obrestuje. Evo, po 30 letih sem še zmeraj tle. V oddaji Joker ste neka spodbuda, opora, support tekmovalcem. Kakšna menite, da je tam vaša vloga? Kaj date tekmovalcem? Ja, točno to, vse to. Sem voditelj, seveda moram imeti vse niti v rokah, da oddaja pride do konca. Hkrati pa sem edini pred očmi tekmovalca, ki ni v dobri koži. To je stres, to morate verjeti, to ni enostavno. Gledate cela Slovenija, ti tekmuješ, moraš celo nekaj znati, ne biti samo fajn in lušten. Tako da sem njegova prva opora in jaz se tega zavedam in vem, da imam neko moč nad temi ljudmi. Ne želim je zlorabiti, ne želim ljudi zavajati, želim jim biti opora. Zmeraj, ko pridejo tekmovalci na televizijo pred snemanji, grem k njim v garderobo, jih pomiriti in jim povedati, da sem na njihovi strani, da sva na isti ladji, da morava priti do pristanišča in da bom se potrudil, da bo ta plovba kar se da fina, da mi mora seveda malo pomagati z zgovornostjo, s prijaznostjo. Pri odgovorih bo seveda prepuščen sebi, ampak vse to kviz, vse igre, vse niso olimpijske igre in predvsem smo lahko zabavni, sproščeni in bo lažje. In potem nekako skušam pridobiti zaupanje in delam na tem, ker če ga dobim, je oddaja tudi dobra. Pa ste kdaj razmišljali, kako bi se vi znašli na nasprotni strani, na drugem stolu? Sem malo razmišljal, tudi že poskusil v vlogi statista, seveda se presest. To ni lahka stvar in vsi, ki pridejo tekmovati, zmeraj rečejo, to je drugače kot doma. To ni tako enostavno, kot je izgledalo doma na kavču, kajti toliko faktorjev se pojavi na snemanju, publika v studiu, pa luči, pa ozvočenje, pa jaz, pa vsi nekaj hočejo, pa maskerka ti briše znoj, pa garderoberka popravlja obleko, pa ustavljamo snemanje, popravljamo kadre. To ni več, to ne teče tako, kot si ljudje predstavljajo. Ne? Mi oddajo, ki je dolga 50 minut, snemamo uro in pol. Se pravi, kje je teh 40 minut, ki jih ne vidimo? No, to je to zakulisje, ki ga vidijo gledalci recimo v studiu. Pa se malce dotaknijo nove sezone oddaje Joker. Ja. S čim nam boste postregli? So predvidene kakšne novosti, kakšna presenečenja? Začenjamo 8. sezono kviza Joker. 150. oddaja je bila pravkar posneta, to ni malo. In mi snemamo oddajo, ki je pravzaprav licenčna, torej si je nismo izmislili sami, tako da ne moremo spreminjati v oddaji, kar bi nam bilo všeč, ampak se držimo koncepta. In pravzaprav ne morem obljubiti, vse bo novo v oddaji, vse bo drugače, ker v bistvu ne bo. Ampak kljub temu je naša naloga, ki se je danes zavedamo bolj, kot smo se pred 4 leti, da res poiščemo zanimive tekmovalce. Naša največja moč so tekmovalci. Zato sem jaz zraven pri vsakem koraku audicije, prihajam
prihajam na ta poskusna snemanja, se pogovarjam z ljudmi, še preden smo se odločili z njimi, da vidim, s kom imamo opravka, kaj lahko dobimo od teh ljudi, ker to ni samo kviz na fakulteti, to je zabavna oddaja, torej potrebujem ljudi, ki imajo kaj povedati, kaj pokazati, ki so malo karizmatični, ki so zanimivi. No tako, obljubljam zanimive gledalce, zanimiva vprašanja, to je naša druga moč, ne, da sestavljavci sestavljajo vprašanja, ki so tako zanimiva tudi za tiste, ki ne poznajo odgovora. In ta energija, ki se v studiu naredi, hvala Bogu zdaj spet z gledalci, da nismo sami in pride do neke čarovnije. Mi smo posneli zdaj že 8 oddaj nove sezone, ko midva govoriva in ne bom pretiraval, zdi se mi, da je 6 prav super vrhunskih, 200 pa dobri, kar se mi zdi, wow, dobro povprečje. Kot ste omenili, ste aktivni tudi za kamero, torej poznate tudi vsa vprašanja in odgovore na kviz? To pa tega ne bi upal reči. Je sicer res, da sem kot urednik oddaje v stiku z sestavljavci in ki pošiljajo z vseh vetrov različna vprašanja, različnih področji, težavnosti in tako naprej. Jaz grem, preden se vpišejo v neke računalniške baze skozi vprašanja, da ne bi bilo tam kaj česa ne sme biti. Mislim, kot urednik gledam na ta vprašanja in potem jaz seveda, to je na stotine vprašanj, nekatera so noter verjetno že 4 leta, nekatera so novejša, jaz odgovore pozabim, ampak na srečo tehnologija, ko pride vprašanje med snemanjem na moj ekran, tako kot na ekran tekmovalca, imam jaz eno prednost, da je napisano, kateri odgovor je pravi, pri njem seveda tega podatka ni, zato jaz seveda vse vem potem. Pa vas morda v taki situaciji kdaj zamika, da bi tekmovalcu namignili, pomagali, ga peljali korak naprej? Ne samo, da me zamika, mene mika to ves čas, ker jaz simpatiziram z vsakim, ki je pred menoj, ampak smo profesionalni. Jaz imam kamnit obraz, kot se reče, ne izdajam ničesar, ne smem, ne bi bilo pošteno, želim si pa seveda, da bi vsi prišli čim dlje in odnesli čim več denarja. Ne vem, včasih rečem, vsaj 1000 evrov dobite, to je, potem smo mi nekako mirni, sam da ni manj, ne. Se pa zgodi seveda tudi manj, zgodi se nič, zgodi se vse mogoče, ampak to je pač igra, to spada k temu in jaz namigovati pravzaprav ne smem. Mario, videti in čutiti je, da vse te zabavne vsebine ustvarjate s srcem, z neko veliko vnemo. Kaj je še tisto v življenju, kamor pretakate toliko energije in toliko dobre volje? Ja, služba meni seveda veliko pomeni in hvala Bogu lahko počnem pred kamero to, kar me tudi veseli. Ni mi treba delati oddaj, ki jih ne čutim, tako da to se mora nekaj poznati. Ampak ni služba edina stvar, ki me v življenju zanima ali ki mi največ pomeni. Največ mi pomeni moje, recimo, mirno zasebno življenje, da tako rečem, se pravi moja hiška v naravi, kuža, ljudje, ki jih imam rad in oni mene, upam. Tako da, ko grem iz službe, se skušam čim bolj oddaljiti od stresov, pa od živcev in tudi včasih od tega vzdušja, ki je na televiziji, ki ni zmeraj produktivno, včasih je celo strupeno, če sem čisto iskren. Tako da skušam to ločiti, kolikor gre. Ne gre povsem, ne gre. To je taka služba, ki ti ne pusti povsem se odklopiti, ampak kolikor gre. In tega sem se hvala Bogu z leti naučil, tako da zdaj, ko bova končala, bom počasi šel iz službe, šel bom domov, se oblekel v druge cunje in užival v zasebnem življenju. Tako. Malce provokativno vprašanje. Če imate v roki enega džokerja, kam ga stavite v vašem življenju? Kaj je tisto področje, za katerega hranite? Zdi se mi vredno vse džokerje, ki jih imamo v življenju, staviti na ljudi. Na ljudi, za katere vemo, da so naši, da nas ne bodo razočarali. Teh ljudi nikoli ni zelo veliko, če smo čisto iskreni. In teh nekaj ljudi, za katere dam roko v ogenj, dam tudi za njih džokerja. Mario, najlepša hvala za iskren in čudovit pogovor. Jaz vam želim, da s tako vnemo greste v življenje naprej, k novim izzivom in novim dogodivščinam. Hvala za prijazna in lucidna vprašanja, z veseljem sem odgovarjal na nje in seveda vas vabim, pa tudi vse vaše moje gledalce, da so z nami od te sobote, od 8 zvečer, prav vsak teden tja do konca marca.